Veste, da je bila včeraj predstavitev resolucije o dolgoročnem programu razvoja Slovenske vojske in vse, kar je na temo varnosti v Sloveniji in v regiji, je za Novo Slovenijo zelo pomembno, zato to budno spremljamo in budno spremljamo tudi področje obrambe in Slovenske vojske. Zdaj, če postavim to včerajšnje dogajanje v nekoliko širši okvir, lahko rečem, da smo seveda poslušali tudi izvajanje ministra Šarca, takrat še kandidata za ministra na hearingu, obljubuje posodobitveni koncept Slovenske vojske, omenjal je drone, pa samovodljive taktične rakete, obljubljal tudi vrnitev k koreninam, se pravi teritorialni obrambi, in povedal, da nimamo dovolj topovske hrane. Nekako tako je izgledalo včeraj tudi predstavitev. Minister je pa dal, to je pa zelo pomembno, že na hearingu zavezo, da bo ne le zagotovil denar, ampak da bo denar tudi porabil za prave stvari. Zdaj pa bi se jaz kar odločil o sami resoluciji. Včeraj je bila tako rekoč soglasno potrjena strani strokovnjakov in mi mislimo, da je odločitev za spremembo resolucije smiselna. Kot veste, jo je naša vlada v letu 2022 v januarju potrdila, sprejela. Ocenjujemo pa, da je samo zaradi dviga izdatkov obrambe do 2030, ne do 2035, kot je bilo predvideno v naši resoluciji, da bi bilo dovolj tudi samo novelacija te resolucije, ki je bila tudi potrjena strani NATO partnerjev. Zdaj, vsekakor v Novi Sloveniji podpiramo višino sredstev za obrambo in varnost. Opozoriti je pa potrebno na racionalno trošenje in seveda smiselno in usmerjeno trošenje. Na mestu je tudi opozorilo, to je tudi dekan obrambe povedal, da bo NATO do leta 2030 še vsaj dvakrat spremenil ali pa prilagodil samo svojo strategijo, tako da delati neko novo strategijo vsako leto, sprejemati resolucije je mogoče brez potrebe. Zdaj pa poglejmo, kaj je cilj. Zmogljivosti ostaja enak, izgradnja bataljonske in izvidniške bataljonske skupine. Na mestu je pa opozorilo, da se bo do leto, se pravi, da zdaj ključen razlog za spremembo resolucije, kot ga vidimo v Novi Sloveniji, je, da vlada seznanja narod, da ne bomo kupili 45 osemkolesnikov, ampak kar 106. To je sicer pomemben signal, ključno vprašanje, ki se nam poraja v Novi Sloveniji, pa je, ali ima Slovenska vojska dovolj vojakov, specializiranih znanj oziroma strokovnjakov in kakšna je njihova absorpcijska sposobnost. Tako da mi pod prvo kritiko te resolucije, predlagane resolucije, imamo zagotovo, da bi bilo smiselno najprej zgraditi eno bataljonsko skupino, to se pravi nekje minimalen standard 815 vojakov, pa potem iti na naslednjo, pridobiti se pravi certifikate ter hkrati postopno uvajati tehniko. Ker po naši veliki bojazni je, da bo prišlo do neekonomičnega trošenja sredstev, nakupili bomo 106 osemkolesnikov, potem pa bodo na veselje Levice, kot veste, Levica ima posebno afiniteto do nakupov obrambnih zmogljivosti, bodo ti ležali v hangarju ali pa stali v hangarju in bodo kot razstava starega neuporabnega železa. Tega se bojimo. Pod drugo kritiko same resolucije precej je uvajanja dvonamenske zmogljivosti. Seveda je to, podpiramo, recimo, saj je konec koncev, zdaj prihaja to letalo transportno, Martin Krpan, če tako rečemo, tudi ime nam je v Novi Sloveniji všeč. Po 72 milijonskem nakupu je šlo nekaj za dokup, očitno še za gašenje. To je v bistvu oprema za
dvojni namen. Zdaj govorijo še o dodatnem letalu. Tukaj je treba opozoriti politike, da je treba videti, kaj NATO jemlje kot izpolnjevanje vojaških standardov in ali je to dejansko investicija v obrambo ali pa to ni. Zdaj, kot tretje, jaz sem omenil pri temule hearingu gospoda Šarca, da nimamo dovolj kanon futra. Saj veste, kaj to pomeni. V bistvu je tudi včeraj precej časa, tako na začetku kot na koncu, povedal, da ima Slovenska vojska probleme s kadrovskimi viri za polnjevanjem. Mi smo kakšen dober teden nazaj postavili tudi poslansko vprašanje glede kadrovskih virov in kakšni so trendi. Bojimo se, da ti ne gredo gor in publiciteta, ki je bila ustvarjena v juniju ali pa v začetku te vlade, je bila negativna in jaz imam tudi svoje fante doma in dekleta, bom tako rekel, dokler se bo v medijih delali norca Slovenske vojske, Slovenska vojska ne bo imela dovolj kadrov, ker ne bo imela tudi neke vrste ponosa, da bi rekla, to so pa naši fantje, ki nekaj plemenitega delajo. Tukaj opažamo torej ne zavedanje, ampak premalo truda, tako da tukaj pričakujemo več truda strani ministrstva. In kot četrto bi poudaril nevarnost. Nekaj je bilo povedanega včeraj na prezentaciji glede povečanja sredstev za zračno obrambo. Tukaj v Novi Sloveniji vidimo precej nevarnosti. Vojna v Ukrajini kaže, da je teh sredstev lahko nepopisno. Vem, da je tudi državni sekretar Črnčec o tem govoril, a ne lahko kupimo 500 milijonov vrednih nekaj raketnih izstrelitvenih točk in nekaj 100 raket, minuta teh raket več ni. Tako da tukaj opozarjamo, da je treba v resoluciji ne polniti vreče brez dna, ampak rešiti ključno vprašanje, kakšni bodo ti sistemi, kakšna bo integracija in da na koncu povem mogoče zelo pomembno zadevo, kdo bodo naši strateški partnerji. Tukaj pa, kar smo mi že tudi pri samih nabavah 8-kolesnikov govorili, mi smo se odločili za 8-kolesnike Boxer tudi zaradi partnerjev, se pravi Nemčije, pa če rečemo Nizozemske, takrat Velike Britanije, ki uporabljajo enake platforme. Če bomo tukaj mešali jabolka in hruške, bo to sicer prvotno pocenitev, potem pa bo to dražje za našo vojsko. In če zaključim, od 2004 gradimo bataljonsko skupino in je še nimamo. Od 2016 nismo uspeli naročiti 45 patrij. Zdaj jih bomo v enem letu 106 in bomo pri tem še prišparali, a ne? In ker je postopek dolg, dvomimo, da bo ta zadeva šla tokrat čez noč, tako da dobri nakupi so premišljeni nakupi in mislim, da je to tisto, na kar je treba biti pozoren. Hvala lepa.